Gore imajo eno tako posebno lastnost ali pa moč, da vzbujajo zelo, zelo intenzivna, močna doživetja. In Slovenci imamo zato celo en tak zelo posrečen izraz, da rečemo, bilo je grozno lepo. To se človeku zasidra pač in nehote čutiš neko željo, da bi te svoje izkušnje, ta svoja doživetja še s kom delil. In zato nastaja seveda ogromno ene ustvarjalnosti povezane z gorami. Seveda, presežki z veliko umetniško vrednostjo nastanejo razmeroma redko, kljub tej obilici ustvarjalnosti, kot je to z umetnostjo itak nasploh. Ampak če pa nastanejo, so pa to dela, ki zelo, zelo veliko povejo tudi tistim, ki nikoli v življenju ne hodijo v gore. Dejstvo pa je, da so se številni umetniki v slovenskem prostoru ukvarjali s hribi, tako ali drugače. Imamo knjige, ki jih vsi praktično poznajo, Zaplotnikova pot, recimo. Potem pisatelji, ki so se ukvarjali z odnosom do narave, France Avčin in še mnogi potem kasneje. Zanimivo je, da so tudi veliki literati slovenski se ozirali v hribe in pisali v gorah. Veliko ustvarjalnosti je v slovenskem prostoru, tudi če pogledamo skladatelje. Marsikaj je bilo skomponiranega, kar je v bistvu odsev nekih doživetij v gorah. Poglejmo Marjana Lipovška. Ne samo, da je bil odličen fotograf, tudi njegova glasba je marsikdaj odsevala doživetja v gorah, upesnjuje sonete posvečene goram. Pa poglejmo film, prvi slovenski film se je zgodil v gorah, vzgib je bil čisto gorniški. Ta elementarnost hribov, ki znajo potisniti ljudi v skrajne okoliščine, ki se z njimi človek sreča lahko, maksimalno dramatične okoliščine, to seveda vzbuja ustvarjalnost in je krasno okolje za povedati marsikaj, kar se dotika človeka v njegovem bistvu. Tudi na področju slikarstva so seveda slovenski slikarji slikali gore. Zanimivo je pa to, da je ta njihov opus, ki je goram posvečen, pravzaprav zelo malo znan. Pa če se spomnimo samo odličnega slikarja slovenskih gora Valentina Hodnika, skoraj celoten njegov opus je praktično izgubljen, neznan, sploh ne vemo, kje je. Pa če pogledamo še druga področja umetnosti, imamo celo gledališke tekste, odlične, posvečene hribom. Plesalci so osvojili tudi vertikalo, naš moderni ples se krepko spogleduje z navpičnicami. Skratka, praktično ni področja umetniškega ustvarjanja, kjer ne bi tudi hribi odigrali pomembne vloge kot navdih, če ne kot glavna tematika. Jaz celo življenje hodim v hribe zato, ker mi je preprosto v gorah lepo. Jaz sem človek, ki se najbolj počuti v neokrnjeni naravi, v divjini. In gore so seveda svet, ki je še divji, kjer še to lahko doživimo. Tudi gozdovi, Slovenija na srečo ima še kotičke tudi izven gora, ki so še relativno nedotaknjeni. Ampak gore imajo vendarle največji čar, z vsemi svojimi izzivi in neskončnimi možnostmi, kjer se odpirajo nešteta vrata, neštete zgodbe, neštete možnosti doživeti. In upam, da bom seveda v hribe hodila do zadnjega diha, res, da so se nekoliko povišali zadnje čase, ampak potem čisto na koncu bojo pa sigurno ostali vsaj čudoviti nepozabni spomini. Odlepite se od vsakdanjega življenja, pojdite v gore in uživajte. Ampak imejte gore tudi radi, spoštujte jih in zavedajte se, da so gore krhek svet. In da bi bilo prav, da ohranimo tudi prihodnjim rodovom neokrnjene gore, divje gore, take starosvetne gore, kot jih je še lahko doživljala moja generacija. Želim si, da bi tudi prihodnji rodovi imeli še priložnost doživeti vsaj še zadnje ostanke tega neokrnjenega, izzivalnega in nepopisno lepega sveta, ki ponuja zahtevna, naporna, ampak tudi neprecenljiva doživetja.